Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Yep, winter is coming. Zadnje čase se precej govori o tem, kako mrzla in draga bo zima, cene elektrike in zemeljskega plina so na svetovnih borzah poskočile, prav tako cena premoga in pa seveda kuponov ogljikovega dioksida. Vse to pa bomo čutili tudi v naših žepih. Distributerji so namreč že napovedali višje zneske na položnicah, ponekod se bodo okrepili za več 10%. Na pomoč bo očitno priskočila tudi vlada, saj napoveduje ukrepe za omilitev situacije. Napihuje se torej energetsko-surovinski balon in če pogledamo donosnosti družine panožnih indeksov, ki izhajajo iz globalnega indeksa MSCI, je trenutno energija zmagovalna panoga. Letos do 20. oktobra, ko snemam to epizodo, je globalni indeks, ki spremlja energijo MSCI World Energy, poskočil za 43% v ameriških dolarjih. Tudi vrednost indeksa, ki spremlja energijo v Evropi, se je letos okrepila za kar 32%. No, za primerjavo pa še povemo, da je delniški globalni indeks MSCI World letos pridobil 13,5%, evropski pa 8,4%. Vse donosnosti so preračunane do 20. oktobra in so v dolarjih. Torej, pod črto, energija letos doživlja pravo eksplozijo. Preverili bomo, kaj se dogaja na trgu energentov in kakšne so pričakovanja ter seveda priložnosti za vlagatelje. O dogajanju na trgu energentov se bom pogovarjala z Alešem Zupančičem, ki je direktor področja upravljanja energentov in energije v Petrolu. Zdravo, Aleš. Lep pozdrav, Marja. Kako si? V redu. Za razliko od prejšnjih juter je v tem tednu, se nas, bom rekel, malo pocrkljali, saj sončni žarki, ne. No, res je. Ne crkljajo pa nas zneski na položnicah oziroma napovedane podražitve, ampak o tem bova malce več kasneje. Na Petrolu si zdaj že dobro leto, skoraj leto in pol, predtem si bil analitik in upravljalec premoženja in seveda verjetno že po poklicni deformaciji spremljaš dogajanje na borzi. Ta hip imamo cel kup balonov, imamo nepremičninskega, mogoče bi tukaj za informacijo povedala, čisto sveže podatke sem dobila iz monitoringa trga nepremičnin, ki ga pripravlja Capital Genetics. Trenutno rabljen kvadratni meter v Ljubljani v tretjem četrtletju stane 3275 evrov, torej samo letos so se cene okrepile za 11%, v 10 mesecih za 11%. Tudi globalno gledano imamo nepremičninski balon, balone imamo tudi na nekaterih delniških trgih in pa seveda tudi na kriptotrgu. Ne vem, koliko spremljaš kripto, ampak Bitcoin je poletel na $64,000 ob včerajšnjem debiju ETF-a, ki sledi terminskim pogodbam na ceno Bitcoina. In zdaj govorimo tudi o energetsko-surovinskem balonu. Skratka, kot izkušen analitik mi prosim povej, kakšno se ti zdi trenutno dogajanje v svetu. Imamo okolje nizkih oziroma negativnih obrestnih mer, poplavo denarja, mali vlagatelji derejo na borzo, imamo balone, ekscese na trgu. Kakšno se ti zdi vse skupaj? Mislim, da si že sama dosti dobro povzela dogajanje, ne? In do neke mere smo v situaciji, mogoče tam, kjer so si centralne banke tudi želele, ne? Z vlivanjem denarja, ne morem se drugače izraziti kot to, da ga vlivajo na trg, ne? In z politiko negativnih obrestnih mer, ne? Z izjemo seveda Amerike, ampak tam je pač politika ničelnih obrestnih mer na trgu, ne? So pač banke dosegle, da se je denar začel nekako plasirati, ne? Namen je sicer bolj v realno gospodarstvo, ampak vemo, ne, da denar se začne plasirati potem v razne naložbe, ne? In ko temu dodamo še ukrepe, ki so sledili praktično povsod po svetu z nastopom pandemije, ne, da je tudi fiskalna politika dala ljudem v roke tako imenovani helikopterski denar, ne,
če to dvoje nekako povežemo, ne, in še mogoče s tretjim dejavnikom, ki je do neke mere bolj psihološke narave, pa ga tudi ne smemo zanemariti, da smo ali pa so tudi ljudje bili v preteklem letu dolgo časa tako rekoč zaprti, ne, in je bilo pač ta možnost potrošnje, ne glede, da je pač razvoj spletne trgovine in možnosti, da nekaj kupimo, je ogromen, ampak ta potreba, ne vem, ljudi potem tudi po druženju, po nekih dogodivščinah, ne, je spet pripeljala ljudi na trg, ne, mogoče z malo več optimizma, do neke mere tudi nekim dodatnim denarjem, ki je padel z neba, ne, in vse skupaj se je po eni strani odlilo na borze, ne, v klasične vrste naložb, ne, ko so te naložbe nekako bile tako rekoč polne, ne, so vlagatelji ali pa že sočasno začeli iskati tudi druge donose, ne, določeni vlagatelji pač bolj zaupajo, kako bi rekel, bricks and mortar, ne, so denar začeli vlivati v nepremičnine, seveda ne smemo pozabiti tudi, ne vem, kripto asset class, ne, ki se je v zadnjih letih močno razvil, ne, tako zagovorniki kot nasprotniki, ampak dejstvo je, da tukaj je ta naložbeni razred, ne, in zdaj, če nekako, kako bi rekel, vse te naložbene razrede, ne, ki jih mali vlagatelji lahko nekako dostopajo, dodamo še tiste naložbene razrede, ki so mogoče bolj rezervirani za institucionalne vlagatelje, ne, so začeli te iskati svoje priložnosti tudi na trgih, ki jih v preteklosti mogoče niso tako veliko iskali, ne. Tako da se je del denarja začel prelivati tudi v energetski sektor, če se v preteklosti ogromno tega denarja, predvsem naložbenega, se je nahajalo v nekih naftnih derivatih in podobnih oblikah naložb, ne, se mogoče tudi skupaj z neko zeleno transformacijo, ki je nek buzzword, ki ga vsak dan pogosto slišimo, ne, se je začel ta denar seliti tudi v te naložbene razrede, ne, kot so, ne vem, elektrika, zemeljski plin in emisijski kuponi, ne. Zdaj, določeni te trgi so relativno plitvi, ne, še posebej, če jih primerjamo z drugimi naložbenimi razredi, in pritok tovrstnega denarja jih lahko dokaj hitro tudi povzdigne na neke višje nivoje, za katere smo bili navajeni v preteklosti. A hočeš povedati, da smo sami krivi za višje cene elektrike in plina? Ja, če bi že koga krivil, ne, bi lahko rekel, da ne vem, kdo je tisti, ki vliva denar v gospodarstvo, ne. Pravijo, da včasih neko zdravilo je lahko tudi preveč prime, ne. Zdaj, ko se pogovarjam z izkušenimi borzniki, mi povedo, da so zdaj v tem trenutku zelo zvesti gotovini. Se pravi, da nekako niso preveč nagnjeni k investiranju. Kakšen je pa tvoj pogled, če lahko razkriješ osebni pogled, ne? Ja, jaz bi se, bom rekel, jaz bi se s tem, ne bom rekel, strinjal, ampak mi je zelo blizu ta pogled, ne. Je pa s takim pogledom, kar sem hotel izpostaviti, morda problem ta, ne, da ljudje, ne, ki so ali pa ki znamo biti previdni preveč, ne, nas lahko to po domače povedano tudi stane, ne. Ker če zanemariš, ne, to emocionalno komponento, ne, ki nekako poriva trge navzgor, lahko zamudiš tudi kar lep del te poti navzgor, ne. No, kot sem pa že omenil, je ta pogled meni blizu, ne, mogoče tudi s tem, ne, kje mi je blizu, ne, ker če pogledamo, ne vem, če se vrnemo na delnice, ne, po nekih kazalnikih, ne, je to tako, bi rekel, znanstvena fantastika praktično z preteklostjo povsod, ne, je pa spet nekaj treba se tudi zavedati, ne, da če bom rekel, gledamo iz nekih fundamentalnih pogledov, ne, je neko normalno okolje za premijo, za netvegane naložbe se ugiblje okoli, ne vem, 3 do 5%, če rečemo 4%, danes je pa
to praktično nič. Ne. In če ta dejavnik upoštevamo pri vrednotenjih, ne, tudi težko rečemo, da te zadeve, ki so na trenutnih nivojih, da so pa čist, bom rekel, brez nekih fundamentalnih razlogov. No. Ampak še enkrat, ne, če gledamo samo multiple v primerjavi z preteklostjo, smo res na zelo, zelo visokih nivojih, ne, nekje zelo, bom rekel, rekordnih. Ne. Zadnjič sem brala en članek v eni tuji reviji, ameriški, ker so obujali spomine na mesec oktober kot eden najbolj groznih mesecev, za borznike oziroma za vlagatelje. Spomnili so se na cel kup nekih kriz, ki so se dogajale ravno oziroma zgodile ravno oktobra. Kako pa ti vidiš ta oktober letošnji? Zdaj smo že 20. oktobra in zaenkrat nekih resnih pretresov ni. Ja, zdaj jaz tem mesecem, bom rekel, kdaj se kaj zgodi, ne bi dal preveč poudarka. Ne. Sigurno je za to mesečno statistiko ali pa zgodovino so neki drugi razlogi, zakaj se kaj zgodi. Ne. Ampak če bi se še enkrat vrnil, ne, če so vsaj v veliki meri, ne, centralne banke, ne, za svojo monetarno politiko, ne, nek dejavnik, ki so vlile ogromen investicijski potencial, ne, so po drugi strani lahko tudi glavni dejavnik tveganja. Ne. Tako da zdaj nekaj rekel, debat, ne, ali pa razmišljanj v smer zaostrovanja monetarne politike, temu smo že kar priča, ne, je pa po moji oceni to bo zanimivo spremljati, ne. Ker po eni strani, ne, naloga centralnih bank, ne, je, če bom rekel, tukaj vzamem ameriško centralno banko Fed, ne, ki ima še pač drugo vlogo, no, ampak primarna vloga je zagotavljanje stabilnosti cen. Ne. Zdaj, če se bomo srečali z inflacijo, ne, za katero seveda centralne banke v tem trenutku vse pravijo, da je tranzitorne narave, ker bomo še videli, ne, potem bodo imeli resen izziv, ne, ker resno zaostrovanje monetarnih politik, ne, se bo odrazilo tudi na vseh trgih. Ne. Zdaj, če bodo pa centralne banke povzročile zlom trga, ne, kar sicer ni njihova osnovna naloga, da pazijo trg, ampak če pogledamo zadnjih 20 let, bi skoraj rekel, da se bolj ozirajo na trge, kot pa na cene. Ne. Bodo pred velikimi izzivi, ne, v katero smer voditi to monetarno politiko. No. Tako da v mesecu oktobru, da bodo sprejeti neki večji ukrepi na tem področju, mislim, da ne. Bodo pa pač verjetno naslednji meseci tisti, ki bodo močno, bom rekel, vplivali, ne, še posebej, če se bo te politike začele obračati nazaj v bolj restriktivno smer. A greva mogoče zdaj na trg energentov? Nekaj si sicer že povedal, da je eden od razlogov tudi za višanje cen tudi pač vstop vlagateljev na ta trg. Torej, zakaj cene letijo v nebo? Zdaj, če se ozremo, ne, bom rekel, na trg elektrike in zemeljskega plina, ne, niso tukaj, bom rekel, samo te razlogi, ki smo jih omenjali, ne, pa če se obrnemo na neke bolj fundamentalne razloge, ne, ki so v osnovi dejavnik, ki vplivajo na gibanje na teh trgih, ne, smo bili v letu 2021 oziroma v letošnjem letu, ne, priča, ne, da sta bila, bom rekel, tako marec, april, pa deloma tudi maj, ne, meseca, ki sta bila bolj hladna, ne. Kar pomeni, da v teh mesecih se nekako začnejo že polniti skladišča zemeljskega plina. Ne. Zdaj, v letošnjem letu se to ni zgodilo, ne, ker je bila do neke mere še vedno kurilna sezona. Ne. Tako da lahko rečemo, da vremenski vpliv, vsaj za Evropo, je bil kar pomemben dejavnik. Ne. Zdaj, drugi dejavnik, ne, ki ga vsekakor
lahko spet potegnemo usporednico s tistim, kar smo že omenjali, ne. Denar je prišel do ljudi, to bom rekel, pokoronsko, bom rekel, gospodarski zagon se je nekako odvil, ne. Centralne banke so dosegle, da se gospodarstva niso zmrznila, ne, in veliko povpraševanje, ne, je, bom rekel, povzročilo, da se je povečalo tudi povpraševanje po produktih na azijskem trgu, posledično se je na tem trgu tudi povečalo povpraševanje po zemeljskem plinu. Zdaj, kakšen zemeljski plin po večini pride na azijske trge, je tako imenovani LNG oziroma utekočinjen zemeljski plin, ne, ki s tankerji pride, ne, in je dejansko azijski trg nekako pogoltnil praktično vso dobavo, no, z nekimi izjemami, ki je bila namenjena za izvoz, ne, tako po eni strani iz Amerike, kot z Bližnjega vzhoda, ne. Tako da te tankerji nekako niso prihajali v Evropo, ne. In zdaj, bom rekel, dodaten efekt vsekakor so bili tudi emisijski kuponi, ne, katerih namen je, da gremo v bolj neko zeleno transformacijo, ne. Retorika, ne, in tudi neki pokoronski ukrepi, ne, ko bi rekel, kam naj gredo investicije, ne, so tudi pri vlagateljih, še bolj pa tudi pri proizvajalcih nekako dvignile interes, ne. Zakaj interes? Zato, ker te kupone je potrebno imeti za čisto praktično izvajanje proizvodnje, ne, oziroma za proizvajanje, ne. Te kuponi ne velja samo eno leto, ne, veljajo, bom rekel, veljavnost je nekaj let, ne, tako da v bistvu, če jih danes skupaš, ne, ti jih mogoče jutri ne bo potrebno, ne. In zdaj nenazadnje, ne, zdaj nekdo bi rekel, da je to celo glavni dejavnik, ne, je pa tukaj tudi, bi rekel, malo geopolitične narave, ne. In sicer v letošnjem letu se zaključuje ali pa se praktično že zaključila izgradnja tako imenovanega Severnega toka 2. Zdaj, Severni tok 2, ne, ki gre pod morjem, ne, pod Baltiškim morjem do Nemčije, ne, nekako preskakuje Ukrajino kot neko glavno tranzicijsko državo za dobavo zemeljskega plina v Evropo. Kot vemo, je pač Trumpova administracija izgradnjo tega plinovoda zelo oteževala. Zdaj, Bidenova administracija je to omilila, ne, vendarle je pa pač potrebno, ne, zdaj, plinovod je zgrajen. In po eni strani rabi tehnično dovoljenje, ki v osnovi ne bi smelo biti problem, ne, po drugi strani rabi pa regulatorno, ne. In zdaj, za nedobavo ali pa z nekimi nerezervacijami kvot za pretok plina skozi Ukrajino, lahko rečemo, da je tudi se izvaja določen pritisk, da se tovrstna dovoljenja zagotovijo, ne, in da se pač Severni tok 2 spravi v redno delovanje, ne. Mogoče bi nekdo rekel, saj govorimo samo o zemeljskem plinu. Drži, ne, ampak zemeljski plin, ne, kot energent, ne, je pa tudi zelo pomemben pri določitvi cene elektrike, ne. Ker če bi zelo poenostavili, ne, je cena elektrike približno enaka, ne, dvakratniku cene zemeljskega plina plus kupon, ne. Kar pomeni, če bi pogledal, ne, da kot je bil zemeljski plin nekih nivojih nad 100 evrov, ne, pa kupon nad 60, ne, je fundamentalni razlog za elektriko tudi 260, ne, cena na megavatno uro, ne. Tako da iz tega vidika je zemeljski plin zelo pomemben energent pri določitvi cene, ne. Greva mogoče majčkeno nazaj na te emisijske kupone. Mogoče vsi poslušalci, imamo tudi kar nekaj poslušalcev, ki so v bistvu relativni novinci na tem
trgu, recimo, oziroma se finančno pismenjujejo zdaj, pa mogoče niti ne vedo točno, kaj to je. Recimo, pred časom sem brala en članek, kjer so rekli, da so emisijski kuponi dosti podobni kot Bitcoin, ali je to novi Bitcoin, ne? Ker cena je dobesedno eksplodirala. Mislim, da letos je šlo za nekaj okrog 140%, v zadnjih 5 letih se mi pa zdi, da tam 1500%, ne? Ja, mogoče od tistih dna, ki je bil, mislim, da okoli ne je bil. Dno se giblja, Mislim, da je je bil bil 5 evrov ali nekaj takega, ne? Ali med 5 in 8, ne vem točno, kakšen je bil dno, ne? Tako da če s tem primerjamo, je dejansko eksplodiralo. Ampak v letošnjem letu se je cena elektrike, zemeljskega plina pa še dosti bolj povečala kot emisijski kupon. Ampak če se vrnemo k emisijskim kuponom, ne, zdaj, enačiti jih z Bitcoinom se mi ne zdi najbolj primerno, ne, ker zdaj, ko bi rekel, podjetja, ne, ki proizvajajo, ne, potrebujejo emisijske kupone, ne, za svoj ogljični izpust. Ne. Zdaj, Bitcoinov načeloma ne potrebujejo na podlagi neke regulative. Ne. Zdaj, podjetja, če nimajo zadostnega števila teh kuponov, glede na svoj emisijski izpust, plačajo kazen. Ne. Tako da tukaj, saj z tega vidika bi jih težko enačil, ne. Druga zadeva, ki pa mogoče za vlagatelje še bolj pomembna, je to, da Bitcoin praktično lahko kupi vsak, ne. Emisijski kupon pa ne, ne. Emisijski kupon je relativno zaprt krog prodajalcev in kupcev, ne. In bom rekel, na tej primarni izdaji, ne, na teh avkcijah je število udeležencev izjemno nizko, 30 udeležencev v EU. Vsako podjetje dobi določen, pač število teh kuponov pripiše, ne, ampak ta del je vedno manjši in se iz leta v leto zmanjšuje. Ne. Zdaj, večkrat si povedal, kaj mali vlagatelji ne morejo, katere naložbe kupovati. Zdaj pa dajva se dotakniti tistih naložb, ki pa jih lahko. Na začetku sem omenila, da je energetska panoga oziroma panoga energije eksplodirala, 40% donosnost letos, ne. Tudi Aleš Grbič v prejšnji epizodi je povedal, da na kratki rok je to zelo zanimiva panoga tudi za male vlagatelje. Seveda je opozoril, da bo verjetno zelo nihajno, pa me zanima recimo tvoj pogled. Jaz bi se, pri tovrstnih naložbah, ne, bi verjetno spet izpadel previden, ne, ampak ne glede na to bi dal pač to opozorilo, ne, da je relativno nehvaležno, ne, na teh nivojih, ne, ko so še enkrat, ne, za to ekspanzivno monetarno politiko centralne banke dvignile vrednost vseh naložb na res neke zelo visoke nivoje, ne, da se moramo vse skozi zavedati, ne, da če je vlagatelj oziroma kot vlagatelj, da smo investirani, ne, bi rekel tako, ne, da polno investiran biti v tem trenutku je zelo nevarno, ne, in je treba lahko sprememba, ne, nekih teh politik dosti bolj vpliva, ne, na donos, ne, saj bom rekel v naslednjem letu, dveh, ne, kot pa izbira prave naložbe, ne, ker tudi če izberemo pravo naložbo, ne, in se bo trg sesul za, pa ne bi bil rad kataklizmičen, za 50%, ne, bomo mogoče samo se lahko s tem tolažili, da smo manj izgubili, kot če bi izbrali nepravo naložbo, ne. Ne bi pa rad ostal samo na tem, ne, da pač nikakor ni smotrno nalagati, ne, tako da vsekakor, rekel, tako velika transformacija, ne, ki je zdaj pred nami, ne, ko govorimo v neki zero carbon economy, ne, na eni strani, ne, ponuja, kot sem že omenil, ne, nekih takih sistemskih tveganj, ne, ampak nek kup nevarnosti, ne, predvsem bi jaz rekel za trenutne velikane na trgu, ne, tiste, ki se ne bodo uspeli prilagoditi, ne,
Obenem pa še več priložnosti za podjetja, ne, ki vstopajo na ta trg, ne, predvsem iz razloga, ker nimajo nekega nahrbtnika iz preteklosti. Ne. Tako da jaz osebno verjamem, da je pred nami, oziroma da se bo prav gotovo pojavil, ne bom rekel sam eden, ampak verjetno nekaj tako imenovanih samorogov, ki bodo nastali na podlagi te zelene transformacije. Zdaj, če bi mogoče z neko zelo daljno preteklostjo potegnil usporednice, če bi se vrnil v čas zlatokopov na zahodni ameriški obali, zakaj o tem govorim? Ker ponavadi vlagatelji zelo ozko gledamo, vidimo samo, ko bi rekel, nek tunnel vision, to je to, pa ne znamo malo širše pogledati. In takrat, če pogledamo, kdo je bil tisti, ki je največ odnesel od zlate mrzlice na zahodni obali, niso bili rudarji, zlatokopi, ampak v San Franciscu najbogatejši človek je ratal, ki je prodajal opremo za rudarje. In če tukaj bi potegnil nekaj vzporednic, ki smo že prej, bom rekel, tudi govorili o plinu, pa bi jaz mogoče spet malo širše povedal, zdaj o opremi. Zdaj, zelena transformacija pomeni, vsi vidijo ali pa vidimo, da prehod na proizvodnjo iz obnovljivih virov. Treba pa se zavedati, da zdaj te obnovljivi viri niso vedno na razpolago. Sonce ne sija, če drugega ne, po noči ne sija, veter tudi vedno ne piha, in v teh trenutkih je treba nekje zagotoviti energijo. Pa ne bi šel tudi v globje, da lahko v teh trenutkih, če bi imeli samo to vrstne vire, bi energetski sistem razpadel, pa je to mogoče tematika za kakšno drugo debato. Kdo zagotavlja energijo? V sedanjem trenutku so te, bom rekel, proizvajalci še vedno iz, kako bi rekel, fosilnih virov, ali so to termoelektrarne, ali so to plinske elektrarne, oziroma mogoče najbolj zelen vir so jedrske elektrarne, ki tudi ne puščajo oziroma puščajo minimalen odtis. Zdaj, če pogledamo širše, je jedrska elektrarna za zelene, marsikje v kakšnih zahodnih državah tudi nesprejemljiva, tako da smo priča, da se bodo zapirale, oziroma vsaj zaenkrat je politika vse jedrske elektrarne v Nemčiji, Belgiji, Španiji. Zdaj, rekel, jezdec na jedrski energiji v Evropi je Francija. Zdaj, brez tovrstnih elektrarn bodo ti izzivi še večji. Termoelektrarne tudi niso neki, so na poti zaprtja, mogoče še na hitrejši poti zaprtja. Kdo pa bo vzdrževal v tem vmesnem obdobju, so pa, bom rekel, se bo pa težko odreči plinskim elektrarnam. Tako da plinske elektrarne se lahko po eni strani zelo hitro zaženejo, so pa drag vir energije, ampak so, bom rekel, nujno potreben dejavnik, da bodo zagotavljale dovoljšno mero energije, ko ne bo v sistemu dovolj virov iz zelene energije. Pa tudi dostikrat se pozablja, da tudi hidroelektrarne, če ni vode, tudi delajo omejeno, ali pa celo ne delajo. Mogoče v Sloveniji to nismo navajeni, ampak bolj kot gremo proti jugu, se to bolj pozna. Zdaj, če se vrnemo k naložbam, jaz bi šel iskat to vrstne naložbe, zdaj pri opremi, izgradnji, vidim nek potencial, pa mogoče kar na srednji rok, v opremi za to vrstne elektrarne. Ali so to plinske elektrarne, bodo kar nekaj časa še na trgu, ravno s tem namenom. Zdaj, proizvajalci, kje so te naložbe? Težko je najti nekoga, ki proizvaja samo to vrstno opremo, to so neki veliki proizvajalci tipa, ne vem, Siemensa, pa, ko bi rekel, GE-ja, Kawasaki Heavy Industries,
in podobno. Ne. Tako da to vrstni je treba tukaj, pač vlagatelji imajo priložnost, da malo pogledajo, ne, ali ima kdo v portfelju večji delež tovrstnih tovrstne opreme, proizvodnje. Ne. Bi pa mogoče tukaj še eno stvar izpostavil, ne. Če smo pri zeleni energiji, ne nazadnje je treba tudi gledati malo bolj v prihodnost, no. Mislim, predvsem z vidika nekega recikliranja, ne. Teh odsluženih sončnih panelov, mogoče tudi vetrnic, ne, ki pač imajo neko življenjsko dobo, ne. Zdaj ta trg je v tem trenutku še vedno majhen, ne, in prevladujejo neki privatni igralci ali pa neki igralci, ki poleg ne vem, panelov so se začeli tudi s tem ukvarjati, ne. Je pa trg, ki je v rasti, ne. In zdaj ta trg, bom rekel, ne vem, ocenjuje se, da ne bi do leta 2030, ne, bilo nekje 8 milijonov metričnih ton, ne, samo sončnih panelov za razgraditi, do leta 2050 pa celo 80 milijonov, ne, teh panelov, ne. Tako da pač podjetja, ne, ki vstopajo na ta trg oziroma ki bodo tukaj znala to izkoristiti, ne, zdaj razgradnja teh panelov pa ni samo recikliranje kot tako, da je treba to nekako čim manj škodljivo razgraditi, ampak je lahko tudi kot vir surovin, ne. Zdaj, tretji, ko bi rekel, zdaj, če me kdo vpraša, ja, katera so pa tukaj, ne vem, podjetja, ja, še enkrat, ne, zdaj, so te velikani, ne, ki se tudi ukvarjajo z izgradnjo, ne vem, proizvodnjo sončnih celic, ne vem, nekaj jih kotira na ameriški borzi, ne, nekaj jih je na hongkonški borzi, tudi na Japonskem jih je, ne, ampak še enkrat ne bi zdaj teh imen ven vlekel prav z namenom, ker to predstavlja relativno nepomemben, mislim, malo pomemben del v tem trenutku, ne. Mogoče spet, ne vem, Siemens je eno izmed takih podjetij, ne, ki se ukvarja prav ta divizija, ki se je zdaj odcepila, ne, ki se ukvarja tudi z razgradnjo sončnih panelov, in to ni nekaj, kar je neka muha, ampak se s tem ukvarjajo že več kot desetletje, ne. Potem je pa, če rečemo, da so v nekem vmesnem obdobju, ne, plinske elektrarne kot nek hranilnik, ne, so pa na nek daljše obdobje, ne, je pa vsekakor treba spremljati proizvajalce baterij, ne. Zdaj, če gledamo, ne vem, baterije kot take, ne vem, tukaj nekaj igralcev, ki, ne vem, Panasonic, ki dobavlja Tesla baterije, pol je, ne vem, LG Chem, QuantumScape, ne, pač to so igralci, ki predvsem v tem trenutku dobavljajo baterije za električna vozila, ne. Je pa razvoj, bom rekel, baterij nekaj nujnega, ne, ker brez baterij, ne, ni možno shraniti električne energije z obnovljivih virov, ne. Mogoče malo za oris, ne, če se je lansko leto, pa ne vem, če ni bilo celo prvič v zgodovini zgodilo, da je cena nafte v nekem trenutku padla na negativen teritorij, cena električne energije, ne, na nemški borzi, ne, ko zapiha močen veter, ne, na njihovih offshore poljih, ne, pa čez Nemčijo, pa ko je veliko sonca, in bom rekel, čez vikende, ko industrija deluje z nekimi omejenimi obrati, cena pade na negativne teritorije tudi po več 10 evrov minusa. In to ni zdaj enkrat na leto, ampak je to kar nekajkrat se to zgodi, ne. Mogoče celo, bi lahko rekel, ne vem, 10 vikendov ali pa še celo kaj več. In z vedno večjim številom instalacij, tako sončnih celic kot, ne vem, vetrnih polj, ne, se bo to vrstno dogajanje samo še povečevalo, ne zmanjševalo, ne. Zdaj, bom rekel, za nekega vlagatelja mogoče je to nepredstavljivo, ne, ti investiraš, ne,
kar ogromna sredstva v neko proizvodno in potem moraš plačevati, da rezultat tvoje proizvodne gre do končnih uporabnikov. Ne. Zato jaz verjamem, da bo na področju baterij, da smo priča ali pa smo šele v začetku nekega resnega razvoja, ne, ker je dejansko ekonomski interes je iz dneva v dan večji z vidika shranjevanja te energije, ne, ki gre v nasprotnem primeru v negativo. Ne. Ful zanimivo. Eno vprašanje se mi je porajalo ob vsem tem, ne, ker pač nočeš izpostavljati določene playerje. Nekaj sem jih v tej povedal, no. Nekaj si jih, ne. Mene pa zanima, zdaj dostikrat opažamo na trgu ETF-ov, da se tudi zelo obračajo proti vročim tematikam, recimo zdaj je seveda eksplozija ESG-ja, ne. Pa me zanima, a si mogoče kaj spremljal ETF-a, ki spremljajo te panoge, pa da bi mogoče, ne vem, si vlagatelj s tem pomagal, ne, da bi tako v bistvu razpršil tveganje? Jaz bi rekel, da pri ESG-ju bi pa rekel, da je potrebno biti zelo previden. Ne. Predvsem z vidika, ker ni enotnega standarda. Ne. Da bi rekel, če poznamo na področju vrednotenja ali pa ocenjevanja tveganj, predvsem mogoče dolžniških vrednostnih papirjev, agencije, ne vem, najbolj znane, kot so S&P, Moody's, Fitch, ne, in so te standardi zelo podobni, ne, in odstopa dosti, ne, se pri teh ESG standardih, ne, bom rekel, poraja dostikrat vprašanje, ne, kdaj se zaide preveč na mehko tematiko. Ne. In mogoče tudi, če se malo obrnem, ne, na CFA Society, ne, bom rekel, katere član sem tudi, ne, je kar nekaj člankov na to temo v zadnjem obdobju, ki izpostavlja ta problem, ne, da je lahko neko podjetje zelo visoko ocenjeno z vidika ESG-ja z strani določenega ocenjevalca, ne, po drugi strani je pa podjetje, ki ima zelo podobne karakteristike z strani istega ocenjevalca, dosti nižje ocenjeno in zdaj z strani drugega se zgodi pa obratno. Ne. Tako da tukaj bi rekel, bil zelo previden, ne, in če že, ne, bi spremljal ETF-e, ki nekako bodo zavzeli standard ali pa ki bodo sledili standardu, ki bo postal na nek srednji rok market standard. Ne tiste, ki bodo nekako zagovarjali svoj prav, ne, pa mogoče bodo pravilno ocenjevali nek ESG, ne, ampak tiste, ki bodo nekako sledili mainstreamu. Ne. To pa zaradi tega, ker če pogledamo vse te tri besede, ne, environmental, se mi zdi, da z vidika environmental se bo dal še najbolj številčno ali pa kvantitativno opredeliti, kako nekdo onesnažuje, bom rekel, izpušča neke določene izpuste v okolje. Z vidika social pa governance, ne, pa zelo mehka tematika. Ne. In če se mogoče spet malo v preteklost ozremo, ne, ko smo bili priča, ne, v predhodni krizi, tako imenovani subprime krizi, ne, ko so najbolj priznane renominirane agencije, ne, tako imenovane junk papirje, ne, pa ne mislim junk bonde, ne, ampak res tiste subprime loans, ne, pakirale v tako imenovane AAA razrede, ne, in kjer je bilo tudi marsikaj razkrite komunikacije, da so to delali mimo vseh standardov, se bojim, da bo ta ESG imel velike izzive, da bomo prišli do nekega enotnega standarda. Ne. Je pa tako kot vse podobne naložbe, zdaj je to buzzword, denar leti v to, ne, in sam denar poganja vrednost tega. Ne. Tako da, če bi me vprašali, ali verjamem, da smo pred zlomom ali pa da je ta trg precenjen, mislim, da ni, ne, da bo še več denarja preletel v to vrstne naložbe. Ne.
Zanimivo. Ja, o ESG-ju smo naredili že eno epizodo, vrhunsko epizodo, ker smo razkrili vse te problematike ESG-ja s Silvo Deželan, tako da če še niste poslušali, vabim, da poslušate. A greva se dotakniti še malo vse te zelene energije, ker zdaj recimo Nemčija je zelo zanimiva, v Nemčiji pač oblikuje zdaj novo vlado in ta vlada bo bolj zelena in so celo napovedali, da nekako načrtuje opustitev pač uporabe premoga pri zagotavljanju proizvodnji električne energije do leta 2030, se pravi 8 let prej, kot je bilo prej planirano. Zdaj to je še 9 let oziroma še manj 8 let. A je to sploh realno? So to spet neke obljube, ki so danes samo zaradi populizma ali zaradi ne vem česa? Ja. Bi se kar nekako pridružil tele, mogoče vašem oceni, ne, da to je bliže nekega populizma, saj ob, bom rekel, trenutnih zmožnostih, ne, nadomeščanja to vrstne energije. Pa še eno zadevo bi nekako upozoril, ne, ta nemški nek hipokratski odnos, ne, do okolja, ne, ker če pogledamo samo letošnje leto, ne, v mesecu januarju, ne, če ne bi, bom rekel, nemški energetski sistem, ne, dobil po eni strani jedrske elektrarne z Češke, jedrske energije z Češke, ne, ki jo tako ne marajo, ne, in po drugi strani termoenergije z Poljske, ne, ki jo še bolj ne marajo, ne, bi Nemčija doživela blackout. Ne. Tako da se mi zdi, da se približujemo točki, ne, če se bo res zgodil blackout, da bo navdušenje ljudi nad prehitrim zelenim prehodom popustilo. Še posebej, če se bo to zgodilo sredi zime, ne, ker se mi zdi, ko nas bo enkrat zeblo, ne bomo več tako zeleni. Ne. Pa ne me narobe razumeti, da ne verjamem, da je smer začrtana, ampak pri časovnici bi bil jaz dosti bolj previden. Ja, se zanimiv primer je bil tudi Kitajska, ne, ko so v bistvu pač nekako se odločili, da ne bojo več uvažali premog iz Avstralije, ker pač Avstralija je zahtevala preiskavo oziroma se je pridružila tej zahtevi za preiskavo COVID-a, kaj se je dejansko dogajalo v Wuhanu, ne. Kitajci so jim zamerali in so nehali uvažati, ampak zdaj prejšnji teden oziroma 14 dni nazaj so se malo premislili zaradi tega, ker so pač mogli tovarne ustaviti, ne, in s tem se je kar veliko stvari zgodilo po celem svetu, cela drama, da božiča ne bomo menda imeli, ne. Jaz mislim, da bolj kot ustavljanje tovarn, kako je bil začetek, ne, da je zima pred nami, ne, winter is coming, ne, se politiki bojijo, ne, kako bi rekel, hladnih domov. Ne. Ker tovarne ustaviti, ponavadi je problem, ki se pozna v denarnicah z nekim zamikom. Ne. Preživeti vikend v hladu, pa mislim, da je nekaj, kar ne zdrži nobena vlada. Ne. Tako da, če bi na Kitajskem potegnil to vzporednico, jih je to po mojem bolj strah kot ustavljanje tovarn, je pa vsekakor ne Kitajska brez premoga, ne, pa še nekaj bi tako izpostavil. Ne. Kitajska na tem zelenem prehodu, ne, mogoče še majčkeno bolj udaljena, ne, z enega preprostega vidika. Ne. Naložbe v njihove termoelektrarne, ne, so dosti manj zamortizirane kot v zahodnih državah. Ne. Tako da njihova pragmatičnost, ne, in po eni strani in po drugi strani je težko, da bo nekdo zaradi nekih zdravstvenih razlogov večje težave povzročal politiki, ne, jim omogoča, da bojo termoelektrarne na Kitajskem še kar kakšna desetletja, ne, kakšno desetletje ali pa mogoče celo boljše desetletja v obratovanju. Ne. No, zdaj, ko si tako lepo povedal, da nobena vlada, politika ne preživi tega, da so domovi mrzli,
To se dejansko tudi že zdaj vidi, sliši, vlade po Evropi že napovedujejo številne ukrepe, višajo se cene elektrike, zemeljskega plina, ljudi bo zeblo, ljudje ne bojo mogoče prižigali luči takrat, ko bojo potrebovali, ne. Tako da dajva mogoče tukaj malo pojasniti, kako je sestavljena cena, da bomo razumeli, zakaj v bistvu prihaja do tega dviga. Zdaj, cena, bom rekel, tako električne energije kot zemeljskega plina, je rezultat, bom rekel, trga, ne. In z obema energentoma, se pač trguje in bi rekel, dvig cene tako enega kot drugega, je bil pač pogojen z dejavniki, ki sem jih že opisal, je pa ponavadi vedno, ko se cene zelo dvignejo, pa ko vidimo neko zelo strmo krivuljo, rezultat tudi nekih špekulacij prav gotovo, Pa še eno stvar bi mogoče opozoril, da trg res sporoča ceno, ampak če je obseg poslov v nekem trenutku relativno nizek, je lahko ta cena zelo visoka, in kaže ceno za celoten trg, čeprav je obseg izjemno nizek. Tako da tudi na teh zelo visokih nivojih, je obseg trgovanja močno upadel. To je celo bi lahko rekel, da je to vlogo price discoveryja bila v nekem trenutku izgubljena. Tudi z vidika nekih ponudb in povpraševanja, kaj se zgodi, ko mogoče samo za nekak opis, mi smo bili priča v preteklih tednih tako visoki volatilnosti, znotraj, bom rekel, tedna, oziroma celo dneva, ki je znašala nivo lanskoletne cene, celotne cene. Zdaj, če se postavimo v vlogo prodajalca in kupca, kaj se zgodi? Prodajalec ima do nekem trenutku verjetno regret, če se mu cena dvigne še za 10, mogoče nekaj 10 evrov, kupec pa v takem trenutku tudi verjetno se odloča, mogoče se bo pa popravilo, in po eni strani kupci izginejo s trga, prodajalci ne prodajajo, in smo priča, da niti ni neke prave ponudbe. In tudi strani, bom rekel, povpraševanja, če nekdo dobi povpraševanje, če si v preteklosti lahko dal neko ponudbo, je ta volatilnost pomenila, da je lahko v nekem trenutku se zgodilo, da ni bilo smotrno dajati ponudbe ali bila pa ponudba veljavna par minut. Ker je pa z vidika nabave drugih surovin čisto nelogično. Tako da kupcem to ni blizu, prodajalci na sebe, bom rekel, prevzemajo dodatna tveganja, tako da trg je v nekem trenutku res mogoče izgubil to funkcijo price discoveryja. Mogoče samo to, da greva se malo spomniti na lanski marec, ko je udarila korona kriza. Takrat je vlada tudi subvencionirala električno energijo oziroma oprostila plačilo omrežnine in prispevka za zeleno energijo. Zdaj Evropska komisija tudi nekaj napoveduje, neke ukrepe. Jutri, danes snemava 20. oktobra to epizodo, jutri 21. in pa tudi potem 22. oktobra bodo pa evropski voditelji to problematiko uvrstili tudi na vrh EU. A mogoče so tukaj kakšne že informacije, mogoče veste, o čem se bojo pogovarjali? Nažalost, bom rekel, da bi kaj vedeli, niti ne. Mogoče eno stvar sem prej izpustil, sama cena, če vzamemo električno energijo, pri končnem odjemalcu, nekemu gospodinjskemu odjemalcu na celotnem računu predstavlja nekje slabo tretjino. Vse ostalo
so neki prispevki, trošarine, dajatve, davki, ne. Tako da govoriti, ne, da je, bom rekel, dvig cen energenta, ne, kot takega nekaj, kar je nevzdržno, ne, po eni strani pa države, bom rekel, jemljajo glavni kolač od tega, ne, je neko milo rečeno rekel, sprenevedanje. No. Aha. Da bod konkreten, kolikšen odstotek recimo država vzame v tem kolaču? A se da to razbiti malo na odstotke? Ja. Koliko vzame trgovec, koliko država? Seveda se da, ne, seveda se da, ne. Zdaj, če bi rekel, ne vem, nek povprečen račun, ne, mislim, je tle vedno povprečen. Nek račun bi rekel, zdaj plus minus, ne, bi rekel nekje 32, 31, 32, 33% je energija, ne. Potem več kot to, ne, je omrežnina, ne, nekje rečemo, ne vem, 34, 35% je omrežnina, ne. Zdaj tukaj na eni strani je obračunska moč, ne, pa je pa še omrežnina, ne. In potem pa še mogoče, da bom to v nadaljevanju povedal, ne, pol pa nekje 34%, ne, so pa dajatve in prispevki, ne. Tako da nek trgovec v takem primeru vzame, ne vem, med 30 pa 33%, ne. Ostalo so vzame država oziroma distributer, ne. Ker pri elektriki je tudi, bom rekel, dobro pojasniti, ne, da trgovec, ne, tudi na osnovi regulative evropske, ne, zato so mogli tudi distributerji ta tržni del nekako izločiti, ne, na posebne družbe, ne, da je tukaj ločeno, je trgovec z električno energijo, potem je distributer, ne, potem, bom rekel, distributerji so tako imenovani elektri, ne, Elektro Ljubljana, Maribor, Celje, Primorska, ne, to so distributerji. In kaj je njihova vloga? Oni zagotavljajo pač omrežje, ne, do naših domov, ne. Zdaj to hrbtenico, ne, pa zagotavlja Eles, ne, ki je pa v vlogi transmission operatorja, ne, za Slovenijo, ne, to je pa pač pa pripelje in odpelje, ne, bom rekel, glavni vodi so pa pač v funkciji, bom rekel, ali pa za glavne vode pa skrbi Eles, ne, kot lastnik omrežja in skrbi, da je tudi za stabilnost omrežja, ne. Ker že prej sem omenil, ne, da omrežje, ne, mislim, elektrika je zelo specifična, ne, če ni omrežje v ravnovesju, ne, če je premalo ali pa preveč, ne, omrežje pade, ne. In to se je že začelo dogajati po Evropi, ne. V Franciji so že imeli blackout, ne. Sicer ne, to ni nekaj, kar je, tako bom rekel, zelo teoretičnega, ne. In z nekim večjim obsegom obnovljivih virov, ne, se to tveganje povečuje, ne zmanjšuje. Kaj pomeni blackout, da so bili brez elektrike določeno obdobje? Ja, bom rekel, da se to ne zgodi, ne, obstajajo, bom rekel, 3 vrste, ne, vsaj 3 vrste neke regulacije, ne, neka primarna, ne, neke vere, potem je to sam, bom rekel, operater zagotavlja, potem je sekundarna, ne, ki izvaja avkcije, ne, in terciarna, na kateri praktično lahko sodeluje tudi preko nekega svojega trgovca z elektriko, ne, tudi lahko sodeluje vsak, ki ima, ne vem, neko kogeneracijo ali pa, ne vem, po domače povedano, dizel agregat doma, ne, da mu ne stoji v prazno, ne, bi lahko s tem tudi sodeloval, če seveda pač se mora to v določenem času zagnati, ne. Ker pomeni, da če preveč energije bi jo mogel nekdo odvzeti, ne, industrija, ne, in po drugi strani, če jo premalo, bi jo dodajal s tovrstnimi sistemi, ne.
Zdaj, tako, če imamo v spominu prave številke, recimo, da potrošnik lahko vpliva na 60% v bistvu te cene, ki jo potem plača. Se pravi, najprej z pametno izbiro pač ponudnika, a ne? Se pravi, mora si zagotoviti najbolj ugodno ceno, po drugi strani pa seveda lahko zniža ta strošek tudi z pametno uporabo elektrike, Ja. predvidevam, ne? Se pravi, na 60% imamo mi možnost vpliva, ne? Ja, to je, bi rekel, zelo ekstremno gledano, ja, no. Ampak za povprečnega uporabnika, ne, bi jaz rekel, da je to zelo nepovprečni uporabnik, ne, ker težko v tem hitrem tempu življenja, ne, se nekako, bom rekel, odzovemo, da imamo vso porabo na neki nizki tarifi, ne, potem da ne vem, skrbimo za ustrezno segrevanje, ohlajevanje, ne vem, da nas ne zebe, ne. Dosti je subjektivnih dejavnikov, ne. Zelo veliko je subjektivnih dejavnikov in s tem se seveda morajo spreminjati tudi določene navade, Ja. no, ali pa nekako je treba pri otroku začeti vzgajati, kako je pač potrebno varčevati z energijo in ne biti preveč potraten. Zdaj, nekje sem tudi zasledila, da pri zemeljskem plinu se bo ta podražitev za eno povprečno stanovanje poznala v višini €1 na položnico oziroma za hišo €3. Ali to drži? Ja, mislim, spet odvisno od ponudnika, pa odvisno od načina porabe, ne, ampak za nekega povprečnega bi verjetno te številke kar držale, ja. Se pravi, nekako se napoveduje, večina pač ponudnikov napoveduje podražitve v naslednjem letu, se pravi v začetku naslednjega leta, redke izjeme so napovedale že malo prej, recimo Petrol, ne, če smo natančni. Se pravi, takrat lahko pričakujemo dvig teh cen, ali se lahko v tem času morda kaj spremeni in da potem ne pride do tega dviga? Mislim, tako bom rekel, za elektriko, ne, pa z zemeljskim plinom je, bom rekel, podobno, ne, če se, ne vem, mogoče najprej obrnem na neke industrijske odjemalce, ne, sta pač energenta, ki se jih kupuje vnaprej, ne. In rekel, poraba za naslednje leto, ne, je bolj ali manj zakupljena pri vseh, ne. Zdaj, kaj se bi zgodilo z ne vem, nekim večjim upadom cen elektrike, ne, na trgih, ne, ta vpliv bi verjetno se poznal v letu 2023, ne prej, ne, ker ne verjamem, da obstaja neki, mogoče kakšen manjši dobavitelj, ne, ki ne bi imel zakupljene energije za naslednje leto, ne. Ja, bili smo priča, predvsem, mislim, če gledam celo Evropo, v Veliki Britaniji, da je kar nekaj teh dobaviteljev zaprlo trgovino, tudi v Sloveniji smo bili priča pri enem manjšem, ne, ampak pri večjih, bom rekel, močno dvomim, ne, in zdaj, če to drži, ne, pa verjamem, da drži, ne, bo znižanje cene, ne bi smelo imeti nekega bistvenega vpliva na gibanje ceno elektrike v letu 2022. Skratka, daj mi povej, zdaj, kdaj pa, a gre za začasne dvige cen, se pravi 2023 si rekel, da lahko pride, če seveda se zniža cena. Mislim, tako, ko bi rekel, začasne. Elektrika, ne, je relativno likviden trg, ne, tudi za naslednja 3 leta, ne, tako da lahko že danes, bom rekel, pogledamo, ne, če bi, ne vem, na včerajšnji dan gledali, ne, cene elektrike, ne, na Madžarskem, ne, kot neko za nas relevanten trg, ne, na madžarski borzi, ne, so bile nad 130 evrov, ne, za leto 2022, ne, kar pomeni, ne, če malo poenostavim, ne,
To pomeni, da če bi nekdo kupil za naslednje leto, ne, elektriko včeraj, ne, in da ne bi nič ustvarjal pozitivnega rezultata, bi pomenil, da bi mogla biti cena na kilovatno uro 13 centov. Ne. Danes pa mislim, da ni, ne vem, a kdo na trgu prodaja po to vrstni ceni, oziroma da je napovedal tako visok dvig. Ne. Tudi po dvigih za naslednje leto je cena še vedno dosti nižja od te cene. Ne. Za leto 2023 se pa cena giblje okoli 90 evrov. Ne. Če rečemo, da je trg price discovery, ne, če danes gledamo, to pomeni, da na te trenutne nivoje, ki so, ne, bi lahko rekel, da se bo cena gibala tam približno, kjer je. Ne. Ampak to je skozi današnje oči. Pogodbe za 2023, ne, smo rekli, okoli 90 evrov. Ne. Kakšna bo cena, ne vem, konec leta, ne, ali pa v naslednjem letu, ne, ko bo nekdo zapiral, lahko je tudi, ne vem, nekaj nižja, ne, ampak da bomo pa prišli na tiste koronske nivoje, ne, pa močno dvomim. Ne. Kdaj pa bomo prišli na predkoronske nivoje? Na predkoronske, mislim, težko je to ocenjevati, ne, predvsem v luči, ne, vedno novih instalacij, ne, energije z obnovljivih virov, ne, in po drugi strani tudi rasti cene emisijskih kuponov. Ne. Ker emisijski kuponi, kakorkoli vzamemo, ne, se nam poznajo v ceni, ne, elektrike. Zdaj, če je neka želja, vse splošen konsens, ne, da je treba iti v zeleno transformacijo, nas to nekaj stane. Ne. Da, če bi rekel skozi današnje oči, verjetno ne še tako hitro. Ne. Je bolj stvar tehnološkega razvoja, ne, da bo pač tudi bom rekel, elektrika iz tovrstnih virov ali pa, ne vem, z pomočjo nekih baterij cenovno bolj ugodna. Ne. Zdaj, ne samo, da bomo čutili na višjih položnicah, nekatera podjetja so celo napovedala odpuščanje oziroma opuščanje določenih programov. Kaj so nas zdaj tukaj pričakovanja? Se to samo za nekaj grozi, zato da se spodbudi vlado k neki aktivaciji, ali dejansko so res podjetja slovenska in delovna mesta ogrožena zaradi višje cene elektrike in zemeljskega plina? Prav gotovo, ne, če podjetja nimajo zakupljene energije, ne, za bom rekel, letošnje leto ali pa za naslednje leta, ne, je to nevzdržno. Ne. Za večino podjetij, ne, ki tovrstnih stroškov ne morejo prenesti na končne odjemalce. Ne. Pa verjamem, da je malo podjetij, ki to lahko naredi. Ne. Mogoče spet samo za primerjavo. Ne. Če nekdo nima zakupljene energije in jo kupuje na tako imenovanem spot trgu, je cena v teh trenutkih, ne, na nekje 220-230 evrov, ne, na megavatno uro. Ne. Če rečemo, da je za naslednje leto 130 evrov na megavatno uro draga, ne, potem je 230 še toliko hujša. Ne. Tako da verjamem, da to niso samo grožnje, ne. Je pa kar nek pomemben element verjetno bil to, da pač podjetja, ki v preteklosti niso imela zakupljene energije, pa mislim predvsem na lansko leto, ne, so na spot trgu dobila dosti ceneje energijo, ne, kot bi jo, če bi jo imelo zakupljeno. Ne. In zdaj verjetno to vrstni odjemalci niso računali, ne, da lahko pride do tako visokih dvigov, ne, in so do neke mere špekulirali, ne, kar pa lahko marsikatero podjetje, ne, še posebej, če so marže nizke, ne, jim onemogoče proizvodno, ne, oziroma da je zapiranje celo smotrna odločitev, vsaj za neko krajše obdobje. Se pravi, kar velik del slovenske industrije je energetsko intenziven, ne? A lahko mogoče tukaj sva bolj konkretna, kje recimo katera so recimo podjetja, ki so energetsko bolj intenzivna? A pa v katerih panogah deluje, ne vem, karkoli. Ja. Zdaj, kje so podjetja bolj energetsko intenzivna, po mojem ni odgovor na to vprašanje, ne. Predvsem je odgovor, ne,
kdo ima zakupljeno energijo, pa kdo jo nima. Ne? Ker po moji oceni, da energetsko bolj intenzivna podjetja, ne, se to vrstnih tveganj bolj zavedajo, ne, ali pa so se jih zavedala, ne, in so temu posvetila tudi več pozornosti v preteklosti. In po moji oceni je manjše tveganje pri teh podjetjih, ne, verjamem, da niso čisto polno vse zaprto, ampak v veliki meri pa so, ne, ampak da so bolj nevarna, večja nevarnost obstaja pri podjetjih, kjer spremljanje tovrstnega stroška ni bilo tako v prvi liniji, ne, pa so morda, temu namenili premalo pozornosti in so ostali iz takih ali drugačnih razlogov nezaprti. Ne. Tako da, kakršnakoli ocena, kdo bi lahko imel neke težave, ne, z izjemo tega, ker smo lahko vsi v medijih prebrali, ne, ker je tudi gospod Mervar v intervjuju, ne, kot predsednik uprave Elesa povedal, da ima Talum, ne, ki je velik porabnik energije, ne, še nezakupljeno elektriko, ne vem, težko bi kaj več tle govoril, kdo bi lahko imel težave. Se pravi, vsa ta podjetja, ne, predvidevam, da imajo neke oddelke z nekimi analitiki, ki v bistvu trgujejo na borzi. Vsaj tako naj bi imela, bilo, ne, jaz se bojim, da nimajo. Ne. Ja, mogoče se bojo pa po tej situaciji omislili kakšnega analitika, ki bo to malo bolj podrobno spremljal. Pa še eno stvar se treba zavedati, da slovensko gospodarstvo, ne, saj z vidika nekih evropskih standardov, je zelo SME gospodarstvo. Ne. In bom rekel, tudi na ustroj podjetja, velikost podjetja, ne, vprašanje, ne, če imajo dovoljšne resurse, da bi imeli, bom rekel, vsi te, saj mogoče majčkeno manjši, ne, ta veliki imajo, ne, ampak majčkeno manjši to potrebo nekako pokrito. Ne. Ja, enkrat, nedolgo nazaj sem slišala, da je tukaj zelo veliko špekulacij pri tem trgovanju, da se zelo veliko špekulira, da je zelo tako, no. Verjetno je tudi gospod iz Taluma mogoče kaj špekuliral in ni zakupil električne energije za leto 2022. Glede na to, da je lastnik Taluma Eles, ne vem, težko ocenjujem, kaj so razlogi, zakaj nimajo zakupljene, so po domače povedano najbolj pri koritu. Ne. Okay. A greva še majčkeno pogledat Slovenijo, imamo 15,5% delež premoga, še vedno v oskrbi z energijo pri nas. A greva mogoče tu malo pogledat, kaj se dogaja, kje Slovenija dobavlja energijo, koliko imamo doma proizvodnje, tako čisto na hitrco. Ja, zdaj, kje jo dobavlja, ne, mogoče bi drugače začel. Ne. Z nekega zelo makro vidika, ne, je Slovenija skorda proizvede glavnino energije, ne, ki jo porabi, ne, doma, ne, glavnino. Ne. Zdaj pa, ko pravijo, da hudič se ponavadi skriva v podrobnostih, ne, ena zadeva, ki je, ne, bom rekel, marsikdo, ne, tudi eno izmed vprašanj, ne, če se ne motim, je tudi bilo, ne, kot sva že govorila pred tem podcastom, ne, ali mogoče kdo kaj preveč populistično o čem govori, pa bi rekel, da najmanj, kar je, poenostavlja. Ne. Malo se pozablja, ne, da smo bom rekel, v okviru Evropske unije, ne, obstaja trg, ne, in Evropska unija se zelo zavzema za delovanje trga. Ne. In tržna ekonomija je pa zelo daleč od dogovorne ekonomije. Ne. In ko nekdo omenja, ne, sej proizvedemo vse sami, ja, ali pa samo nekaj majhnega bi bilo potrebno uvoziti, ne, se je potrebno zavedati, da nismo več ne vem, saj, če smo znotraj Evropske unije, ne, to niti ni možno, ne. Mora pač vsak nekako skrbeti, ne, gospodarski subjekt, da tudi sam maksimizira neke rezultate. Ne. Druga stvar, ki pa je pa treba se zavedati, da ker pa nisva nič govorila, ne, da tudi znotraj dneva, ne, znotraj posameznih ur energija poraba zelo niha. Ne.
pa tudi nismo se dotaknili, da cena znotraj dneva močno varira. So lahko določene ure, ko bo cena energije šla čez 3000 evrov na uro, in določene ure, ko bo negativna cena. Tako da, zdaj, da je sistem skozi uravnovesju, moraš biti, bom rekel, del nekega večjega sistema, in ravno z neko vključenostjo v to vrstne sisteme, pač se zagotavlja, da se energija uvaža in izvaža. Tako da govoriti, ali imamo samozadostno gospodarstvo, ki bo poskrbelo, da imamo vedno dovolj energije, elektrosistemi niso tako narejeni. Je pomembno, da so del nekega večjega, ker s tem pač, ko so presežki, jih lahko plasiraš ven, oziroma ko so primanjkljajih, lahko pripeleš. Ja, nismo nič govorili o tem, ampak mogoče pa lahko zdaj za konec omenva oziroma dava kakšne napotke za potrošnike. Mogoče tukaj lahko omenva nizko tarifo, ki se vključi, mislim, da od 22 do 6 ure zjutraj, pa med vikendi pa prazniki. Ja, bom rekel za potrošnike, zdaj, ko bi rekel, najbolj generični nasvet je, da je potrebno manj trošiti. Zdaj, pri potrošnji je pa, bom rekel, to je najtežje narediti. Najboljše odločitve ponavadi spremljamo, oziroma najbolj pomembno vpliva na našo potrošnjo, odločitev, kako imamo opremljen dom, po eni strani z nekimi varčnimi aparati, po drugi strani še bolj pomembno je, kako je, bom rekel, toplotno zaščiten, da nam čim manj te energije uhaja ven, da smo tukaj čim bolj varčni. Pri sami porabi, ja, drži, da lahko, med nizko porabo se več troši, ampak če rečemo, da je za nekega potrošnika, povprečnega potrošnika predstavlja, strošek, zdaj, goli strošek energije, rečemo, nekih 10 ali pa mogoče 15 evrov, tudi če privarčujemo 20% tega, bomo še vedno privarčevali 2 evra na mesec. Zato bi jaz mogoče večji poudarek dal, da, kot sem rekel, primerna izolacija, primerne naprave, in tudi primeren način ogrevanja. To je pomemben dejavnik. Zdaj, ko to razlagaš, mi je šinila ena ideja ali pa misel skozi glavo. Kaj pa z električnimi avtomobili zdaj? A to zna biti kakšna, ali višja cena zna biti turn off? Podobno kot velja za stanovanja, bi rekel, če je tista neka povprečna poraba, neka ocena, da se porabi nekih 16 kilovatov za 100 kilometrov, zdaj spet, a je to, pri električnem avtu vreme zelo pomembno vlogo igra, a je sonce, a je mraz, ali je idealno, pa se peljemo krasno po mestu, tako da, če rečemo tistih 16 kilovatov, pa če porabimo za 100 kilometrov, tudi če se ta strošek, bom rekel, dvigne, ne bi to smel biti tisti, ko bi rekel, game changer. Da bo nekdo rekel, da je zdaj elektrika, za električen avto še vedno je poceni. Kilometer. Dajva samo še za konec nasvet za vlagatelje, ki mogoče zdaj pogledujejo proti tej panogi. Ja, če bi pač povzel, jaz bi pač velik, bom rekel, fokus dal, če že moram nekam fokus dati, v industrijo, ki je že razvita, pa se še razvija, da je kakršnikoli hranilniki energije, ali so to baterije, ali bom rekel, nek preboj na vidiku teh elektrolizerjev in tako imenovanega zelenega vodika, tudi kot hranilnika, ta del bi jaz spremljal, in pa, kot sem tudi omenjal, razgradnjo odsluženih sončnih celic, vetrnih elektrarn. To je nekaj, kar mogoče šele za razliko od baterije šele v neki začetni fazi, ampak prav gotovo bo tukaj
ta trg se močno razvil. Ne. Baterije pa še enkrat ne, so nekaj, kar bo ključno za nek vzdržen sistem v prihodnosti. Ne. Odlično, dal si nam domačo nalogo, tako da bomo raziskali ta teritorij. Mislim, da smo obdelali ključne stvari in da bodo poslušalci zdaj tudi bolje razumeli dogajanje na trgu energentov. Seveda pa nihče ni zadovoljen, če cene rastejo, to moramo pač povedati pod črto. Vse mogoče za konec bi to rekel, ne, če nam danes ni všeč, ne, ko grejo cene gor, ne, da je to tržni mehanizem, ne, dajmo se spomniti, ne, ko bodo cene se smer obrnile, ne, da takrat nam pa tudi trg pomaga, ne, ker osebno še, bom rekel, sem bolj zagovornik trga, kot pa nekih administrativnih ukrepov, ker ne samo na dolgi rok, ponavadi že na srednji rok je trg bolj učinkovit kot administracija. Se strinjam, to je le obliž na rano, treba je pa v bistvu, prosti trg je najboljša rešitev za vse skupaj. Ne? Tako da, najlepša hvala za ta super pogovor in želim ti še lep dan naprej. Hvala enako, Marja, in vsem poslušalcem. Tako, prišli smo do konca. O energentih se bo zagotovo še veliko govorilo in pisalo, saj problem ne bo rešen čez noč. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businesspace.com, spremljajte nas tudi na našem YouTube kanalu Marja Milič, naročite se tudi na e-pismo na businesspace.com. Pripravljamo cel kup novih in zanimivih zadev. Če še niste, preverite tudi novi podcast 99 Problems, kjer ne boste verjeli, govorimo samo o problemih. Tam pa vas čaka tudi serija pogovorov z angelskimi investitorji o investiranju v startupe. 99 Problems je dostopen na vseh večjih podcast platformah. Za konec poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!